Koliko imaš frendov? 600, 700, 1000? Koliko imaš frendov? Koliko imaš Facebook? Dobar dan iz Ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Koliko imaš Facebook frendov? Dejno. Predsednika parlamentarnih strank so se včeraj vnovič posvetovali o predlogu Olija Rehna za rešitev slovensko-hrvaškega mejnega vprašanja. Na srečanju s predsednikom vlade Borutom Pahorjem in predsednikom republike Danilom Türkom, za vse tiste, ki ste pozabili, prilagamo njegovo fotografijo, so večinoma podprli dopolnila k predlogu Evropskega komisarja za širitev. Z dopolnili pa se niso strinjali v SNS in SLS. Pahor je ob tem povedal, kaj se bo zgodilo, če slovenska dopolnila ne bodo sprejeta. A veš, kaj je bila pika, pa bi mogel jaz brati, ne moram verjeti. No, če dopolnila, ki so bistvena za vitalne interese Republike Slovenije, ne bodo sprejeta, Slovenija predloga Evropske komisije ne bo sprejeta. Stvar je sedaj torej na komisarju Rehnu. To je bilo vse, kar sem danes želel povedati. Zahvaljujem za vašo prijaznost. Želim lep dan. Samo zvemo, koliko teh predlogov Slovenija pošilja v Bruselj. To je stvar Slovenije in mislim, da je prav tako, da to ostane v našem pristojnosti. Hvala lepa. Je pa o tem, za kakšna dopolnila gre. Je pa o tem, za kakšna dopolnila gre, tole povedal sveže ponovno z veliko večino izvoljeni predsednik SDS Janez Janša. 99%, ne? In 1% vzdržanih, ne? Ni bilo tam nekje. Vse dopolnila, ne vem, če jih je 5, mislim, da je zelo več, ampak imajo skupni imenovalec, ta skupni imenovalec je vztrajanje Slovenije, da je pomorska država, da imamo teritorijalni stik naših teritorijalnih voda z mednarodnim morjem in da se enostranska, da se presoja pod enakimi principi, znotraj katerih je tudi načelo pravičnosti oziroma tudi exequo et bono. Skratka, da se pod enakimi principi razsoja o celi meji in da se nobeno enostransko dejanje po osamosvojitvi obeh držav ne upošteva pri presoji. Kva? Teče? Teče? Kdo teče? Janša. Janša, ki je včeraj skupaj s koalicijskimi strankami podprl dopolnila k Rehnovem predlogu, meni, da bo Rehnova pobuda po vsej verjetnosti propadla. Veš, ko ne bi rabo teč, ne? Lahko bi šel hitro hojo, kaj je tudi ful fajn za Bog razmigati v to. Ampak Bog je Olli Rehn, on dela neke predloge in kaj mi moramo pa skozi nekaj zavračamo. Ampak on bi lahko recimo šlaufek vrgo v vodo, pa bi... Meni se zdi verjetno, da bo propadla, to pa zaradi tega, ker si je slovenska politika žal vzela preveč časa za ukvarjanje s tem predlogom. Ta čas je hrvaška politika izkoristila za poenotenje in zato, da je odgovor na Rehnov predlog dvignila na parlamentarno raven. To bo za njihov izgovor, da ni možno ničesar spreminjati. Čas Rehnovega mandata se izteka, tako da je zelo verjetno, da bo to rešil nekdo drug. Možno je, da bo še en poskus med evropskimi volitvami in koncem češkega predsedstva. Vendar pa je zelo malo možnosti, da v tem kratkem času prišlo do rešitve. Predsednik stranke Zares in minister za visoko šolstvo Gregor Golobič pa se je takole odzval na napoved Druge republike in pobudo po ustavnih spremembah strani Janeza Janše. Kakšne Druge republike? A jaz kaj ne vem. V čem to? Druga republika? A veš kaj? To je neka oktobrska revolucija, ne? Kaj? Možno. Aha, no, to. Po eni strani so vsebinsko manj težke, kot bi človek pričakoval za tako usodne besede, kot je Druga republika. Druga republika bi predpostavila bistveno bolj radikalne posege. Tu gre pa bolj za izpolnjevanje nekaterih želja tistih, ki razumejo oblast kot neko avtoritarno napravo za nadzor ljudstva in za odrejanje, katero ljudstvo, katera volja ljudstva je prava. Samo tista, ki njih podpira, vsa druga je podvržena prevaram. To je ta paradoks Janeza Janše, ki pravi več referendumov, več ljudske volje, ampak če volite za nasprotno opcijo, je to prevara. Na drugi strani je očitno, da je želel slediti tem 10 zapovedim, kljub temu, da kot je rekel celo Jambrek, so nekatere pravzaprav zelo umetno vključene noter in niti ne sodijo v ustavo. Tu gre za neko veličinsko
veličinski eksces, sledenja 10 božjim zapovedim, se pravi starozavezni Bog Janez Janša ve, kaj je, rekel, dosledna resnica, poziva vse, da se temu uklonijo, sicer jim grozi z ulico in z nacionalsocializmom. In to je tisto, kar je grozljivo pri vsem skupaj. Ko sem zjutraj se prebudil, sem si skromno zaželel, evropske bi klopi pogulil, od proračuna bi živel. Mislim, da mi bo uspelo, lep sem, pameten pa ne. Z blefom evre bom zapravljal, Slovenijo predstavljal bom. O evropskih bleferjih komentar dneva Rado Pezdirovski. Ma ne me jebat, kolikrat sem ti rekel, da sem pezdir? Kolikrat sem ti rekel? Sorry no, Rado Pezdir. Hvala. Glede na to, da zelo kmalu v to državo prihaja nova manifestacija debilane, imenovana evropske volitve, je verjetno ustrezno komentirati smiselnost tega političnega procesa. Najprej, vprašajmo se, kaj smo imeli od prvega slovenskega euromandata v Evropskem parlamentu. Razen seveda tega, da so za visoke stroške, ki smo jih plačevali davkoplačevalci, neki kljukci razlagali svojim enako nekoristnim evropskim kolegom, parlamentarcem, o pomenu slovenske potice in trpljenju slovenskega matere. Drugič, kaj naj si sploh mislimo o takoj trapasti instituciji, kot je Evropski parlament? Institucija nima nobenih za parlament tradicionalnih pristojnosti. V njej poteka tretjorazredni neobvezujoči debatni krožek in pregovarjanje o tako pomembnih zadevah, kot je denimo primarni izvor kakega baskovskega netopirja. In tretjič, zakaj moramo na evropskih volitvah voliti zgolj lokalne klovne? Ali niso te volitve evropske? Zakaj denimo, če vemo, da bi nas bolje predstavljala neka nemška stranka, ni dovoljeno voliti le te? Ampak smo spet omejeni tokrat na evropsko, a vseeno isto trivialno Janša Pahor izbiro. Najbolje bi bilo, da se Slovenija odpove temu dragemu in nepotrebnemu cirkusu in sporoči v Bruselj, da dokler Evropski parlament ne bo resen parlament, Slovenija na temu Eurosongu ne bo sodelovala. Ta, 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 ta. Slovenija, 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 kultura. V Trbovljah so otvorili festival intermedijske umetnosti Speculum Artium 09, ki nadaljuje z medkulturnim dialogom. Tokrat med dvema evropskima akademijama in eno iz Azije. Performanse, projekte in delavnice si lahko ogledate do petka, ko bodo festival zaključili Lajbahi, in to brez vstopnine. Sinoči je vokalna skupina Vokalna, zdaj pa res vokalna, tle pa ne bo se kregala sploh. Pela v Celici praznovala 5. obletnico svojega delovanja. Nastopili so z mnogimi gosti, eden je bil tudi glasbenik iz nad Madagaskarja, ki je na noge spravil celo slovensko kavarno. Ali celo slovensko kavarno. Ja, okay, ali je bilo zdaj v redu, sem vse povedal? V redu je bilo, sedi. Okay, a rečem še pa črk, sam tako za vsak slučaj, če sem kaj spustil, ampak dve šumnike, šumnike, prašičnike. SSŠ. V redu. Ok, zdaj imate vse tle, sestavite si, kar je bilo. Pa dej reči, da me lahko najamejo za kakšne take kulturne prireditve v soparnih vročih poletnih dnevih. Ne bom reklamiral zdaj. Daj, no. Še ureme nek prispevek, v katerem je Katja in nimam jaz nič z njim. Lahko me najamete. Verjetno bomo mogli to umakniti. Ne, no, ne bomo umaknili. Ja, kako ne bo? V vročih soparnih dneh gasilske veselice pa odpadajo. Drugače pa lahko. Šroka pula, gremo ljubi njivco ore, najle ore
žvoh, ali? Umrl nisem, še sem živ. Bom šel po nadrovanje krvi, po mojem danes popovdne. Iz Ljubljanskega studija 136, to so bile vesti na vesti, ti še pomembno odijo. Iz Ljubljanskega studija je rekel, Pa se ni, da vas ignoriram, sam res imam... Ne, on mora zdaj na Facebooku fulejnih frendov poškljocati. V glavnem, hvala, da ste bili z nami, pa se vidimo enkrat drugič tam pod enim šotorom. Nekaj takega.